The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj na še enem Approved Cycling podcastu. Danes bo s Petrom malo bolj hitra. V bistvu se bomo pogovarjala malo, kako poteka testiranje v Human Performance Centru, potem pa še kaj se bo novega začelo dogajati tukaj na Ziherlovi 10, kjer smo se zdaj malo v bistvu tako združili z Velobarom, Approved Cycling. Tako da ja, tukaj bodo tudi potekale runde, tako da tisti, ki šele začenjate kolesariti, pa se hočete pridružiti ali neki skupini, ali hočete imeti pač neko družbo kolesarsko, boste vabljeni, ko se bojo runde začele, tako da poslušajte podcast. Mi imamo še polno enih ugodnosti na spletni strani, ki bom šel tudi čez, ampak najprej pa Petra, dobrodošla spet. Že bolj dolgo časa nisem bila tukaj. Je v redu, ful dobro. Ful sem vesela, ker si zdaj zraven nas. Zato, če drugega ne, če že nimbenega gosta, da vsaj te pridem lahko, pa malo tukaj težiti. Zdaj ste imela glih, letos ste kar spet začeli s temi veloklepeti. Ja, pač to smo nekako naredili zdaj za izven sezone, smo najprej sami mislili, da bo, pa se je pa kar parila ta zadeva, pa smo se nekako odločili, da bomo mogoče še nadaljevali malo na željo gostov, pa dobro, pa malo nam ni pol dolgčas, da se nekaj dogaja, tako da mislim, da imamo tudi kar zanimive goste, saj do zdaj je bilo kar vsaj kaj tako poučenega tudi za slišati, tudi za druge kolesarje. Ne, uron gosti, takih še jaz ne dobim na podcast. Ja. Mislim, ja, smo kar lušten, no, tako, ja. Pa mislim, da pri nas je res to tako sproščeno vse skupaj, kada pa sediš tam v lokalu in mogoče pola ljudem malo lažje, ne. Greva kar na Human Performance Center, pa bom jaz še omenil, se pravi, mi imamo glih danes smo začeli z membership programom na spletni strani, tako da pride 99 €, kar dobite v tej ceni noter je zastonj poštnina, potem je pa za Human Performance Center treninge je 30 off, za teste je 20% popusta, tako da tisti, ki se resno ukvarjate s kolesarstvom, najbrž jih že poznate, tisti, ki ne, bo link v opisu, tako da z membershipom v bistvu dobite že to tudi popust, pol pa še v ID Match bike fittingu je še tam 20% popusta, plus 10% na vso robo, ki je na naši spletni strani, še dodaten popust. Tako da tisti, ki kupujete kaj dražjega, rečemo na 1000 €, se vam splača že zaradi tega plačati membership, ki vas polcnej pride kompleten nakup. Tako da zdaj smo imeli kar par naročil za obroče za v tujino. Tam se jim je logično splačalo, ker so dobili 400 € popusta, pa 100 € so mogli pa membership plačati. Tako da ja, to je to, grejo zdaj kar na test. Kako si se počutila, ko si šla se testirati? Ja, v bistvu najprej nisem nič vedela, kaj pričakovati, čisto po prvi spovedan, tako da mogoče sem šla malo premalo pripravljena v ta test, ampak je bilo ful dober, tako dosti kar naporna zadeva. Fantje so fenomenalni, tako da res v bistvu smo se toliko ujeli, da me je vse skupaj tako prijel, da zdaj ful pridem treniram, držim se hrane in v bistvu me zdaj že malo drugi tudi zafrkavajo, ampak mislim, da ko bojo pa videli mene na cesti, bojo pa vsi samo utihnili. Čak, se ti si zdaj koliko? Eno mesecu si šla tu dol s kilom, ful. V bistvu ja, zdaj je to 6 tednov, kar smo začeli, res sem pa tako 5 do 6 dni na teden pač na trenažerju, na kolesu tudi sicer, ampak je jasno zaradi vremena malo težji. Je pa prehrana, ki jo ima Blaž Grmek, mi res sede, tako tudi sedem in ful se dobro počutim, prej sem imela tudi dosti želodcem težave, jih imam zdaj ful manj in ja, sem šla v bistvu zdajle 7 kil dobrih dol, tako da... Sprav moram se te z Blažem malo poklicati. Ja, mislim, da je kar tako res, sicer on skozi poudarja, ne, kile niso važne, v bistvu je, da si ti v redu, pa tdd, ne, ampak v bistvu, ko začneš vso to prehrano uporabljati v pravem pomenu in zraven, da še toliko gibaš, ne,
In mislim, da je tudi ta pomembnost, da so ti, se pravi, 80% mojih teh treningov res nizkointenzivnih, se pravi na nekem nižjem pulzu, a ne utripu, ni sicer spet to čist nula utripa, ampak je nek nižji utrip in zgleda, da te stvari vse skupaj v tej kombinaciji res pripeljejo do tega, da in kile dol letijo in tudi regeneracija sama je pol ful hitrejša, ker jaz enostavno nog nimam utrujenih, čeprav je moj šiht na nogah cel dan, pa grem pol še za 2 ure na kolo recimo, tako kot so me prej pa pekle mišice, pa bolele noge in je res tako nadzorovano vse skupaj, ne. In mislim, da ta zadeva tudi za rekreativce, ki se veliko vozijo, se pravi, ki so veliko na kolesu, to je spet, kot sem vedno pravila, tako kot bike fitting, ki je pomemben, če si veliko na kolesu, mislim, da je tudi ta stvar dobra, če že drugega ne, vsaj da poskusiš, pa da ti nekdo razloži te osnove. Saj ni treba, da pol ti treniraš mogoče 1 let, 2, 3 ali pa da si do življenja na teh treningih, ampak da vsaj štartaš, da ugotoviš vse te osnove, kaj je sploh fora. Jaz niti nisem vedela, kaj je laktatni prak, niti čisto konkretno, kaj je VO2 max, tako da to so stvari, ki si jih potem nekako res vidiš in veš in ti je logičen, zakaj je tako. Ja, ne, mislim, se je tudi odnos, ko smo prišla tja, za moje pojme ful profesionalen, pa pač se vidi, da to dela fantje tam, da se sam s tem ukvarjajo. Mislim reči, Simona, ki ga poslušaš, je res tako, to tak nivo profesionalizma in je pa je tako dosti vse enostaven povedan, tako da vsak ve, zakaj se gre. Tudi na njihovi spletni strani je zelo dobro napisan, sem šla pa brati njihove bloge pa obrazložitve, kjer je napisane, vse te stvari so obrazložene. Se pravi, laktatni pragi, vse tiste kratice, TSS, FTP, ne vem, koliko jih je vsega tega. V glavnem res obrazložen, da pol veš, kaj sploh gledaš. Ker tudi to, ne vem, danes imamo števce, ne, vsi, ki je ogromno enih podatkov gor, pojma nimamo, kaj gledamo. Jaz imam wattmeter zdajle že 3. sezono, pojma nisem imela, kaj sem gledala v tistih vatih. Pač gledala sem, meni se je kar zdelo dobro, ker se toliko vatov lahko vozim na nek klanc, se nekaj časa držim te vate, ja, ampak pol na naslednjem klanc so bili pa te vati pol manjši in jasno, ne, ker je bil tisti prejšnji pretiran. Tako da zdaj upam, da bom lahko zdržala tudi te daljše trase z več višinci, to je tudi tista stvar, ki sem jaz vedno malo težje zdržala, no. Je to še videla letos, ker je za Francijo? Tam bo se najbolj to po moje pokazalo, pa mogoče na kakšni dirki. Pa si bila kaj presenečena na testu, tako da te... Ja, v bistvu me je ta test malo ustrezno, no, čistko. Bila sem presenečena najprej nad meritvami, se pravi, vseh teh kožnih gub, se pravi telesne maščobe, a ne, predvsem to sem bila čisto šokirana, da pač glede na to, koliko se ukvarjam, lahko. Sicer res, da sem se čez zimo malo zanemarila, ne, in me je to spravilo predvsem k razmišljanju o drugačni prehrani. Mogoče mislimo, da smo čisto okej, ampak sej, zato pa mogoče je to tisti problem, ker ti manjka, se ne vem, na klanc ne peleš dobro, pa nisi sploh v končni fazi toliko preobilen, ampak imaš mogoče res toliko preveč vsega nekje v zalogah, klik zaradi prehrane. In tudi sam test, ja, sem mislila, da bojo mogoče malo večje te številke. Ampak tako, ko mi čakam, da bomo še enkrat naredili spet test, upam tako roko, ne, mogoče 3 mesecev, da bo smiselno narediti in da bojo te številke malo drugačne, pa da lahko se pol to pokaže. Upam. Jaz ubogam in se držim navodil. Tako da vse to mi je bilo tudi zanimivo. No. Videti, a lahko z nadzorovanim treningom napreduješ. En rekreativc, tako kot sem jaz, se pravi, hodiš vsak dan v službo, imam 2 mulca, sicer že dosti velika, ampak vse ni treba zdaj. In da poleg vsega tega se držiš nekega treninga, poveš trenerju, koliko si lahko sploh treniraš na teden in vse ti prilagodi in če je pa res en napredek. To je tisto, kar me zdaj najbolj zanima. Čak pa, si se pogovarjala tudi z Blažom, da bo sem prišel, ne? Ja, bomo imeli 26. Mislim, da smo se zmenili, 26. se bo objavljalo, mislim, da 26. marca, to torek, bomo imeli pri nas kot velo klepet. Bosta oba Blaža prišla, se pravi Blaž Grmek za prehrano in Blaž Klemenc, ki skrbi zdaj za moje treninge. Pač po malo verjetno sta Simonom se skombinirala, Simon je verjetno tudi preobremenjen, predvidevam, glede na to, da je to res, vidim, da je to kar zadeva, ki za vsak teden ti napiše trening, ne, in verjetno to kar nekaj časa vzame.
Ja. Evo, tako da unik. Ja. Lepo vabljeni, Velobar, Zihrlova 10, 26. marc. Mislim, da boste veliko pametnega zvedeli. Pa Jaz- enemu bomo zmerali maščobe. Mer se do... Ja, ali pa lahko enemu suhcu, lahko pa Skratka, drugo. jaz sem bil, Simon je bil, mislim, da zdaj že 3-krat, če ne že 4-krat na podcastu, pa Blaž je bil tudi že enkrat, tako da si lahko tisto pogledate isto. Ziher ful dobrih informacij, sploh kar se tiče treninga, tako da ja, pogledajte si na kanalu gor. Pa Simon bo itak v kratkem, se moram zmeniti, da itak spet pride, kam imava Ziher za udariti še kakšno debato še o tebi, po moje. Ja, ne, Simon je, sem tudi jaz pogledala te podcaste in se jih res plača pogledati. Jaz sem jih kar med treningi na trenažerju gledala in je tale, sicer mogoče zdaj za bazo, ste že zadnji čas, da lovite, da začnete, je Simon zelo dobro povedal v podcastu, kako to bazo delati, vsaj v osnovi, da mečkan vidite, pa lahko tudi se potem, mislim, da je smiselno se pa obrniti pa povprašati te fante tudi kaj, ker je res, meni je ful zanimiv, no. Meni je to prav en projekt, ki mi je res zanimiv. Ja, tako da tudi juniorčki, ki tekmujete, pa do tistih rekreativcev, starejših, mlajših, vsi dobrodošli. Upam, da bo dosti prostora 26. Daj mi povej, kdaj začnemo z rundami? Z rundami imamo zdaj že v navadi, da začnemo, ko se se pravi ta spomladanski, jesenski te ure, ko se predstavljajo in to mislim, da letos prije 3. aprila je prva sreda, kakor smo nekaj gledali po kalendarju. Tako da 3. aprila srede bojo ostale enake, zdaj dokler se še mečkan dan ne podaljša, smo ponavadi ob 4:30 začeli štartati, tudi od začetka niso tako velike skupine, pa vsi se nekako približno isto vozimo, noben še ni navožen neki ful. S časom pa verjetno v roku 2-3 tednov pa se potem res prestavil na to uro 5, oziroma letos bomo naredili sigurno 3 skupine, ker je bilo že lani preveliko število, tako da bo prišlo nekje na skupino 10 udeležencev. Skupine bodo, tako kot so bile do zdaj po jakosti, nekako definirane, s tem, da bomo imeli res eno res dosti počasno skupino, kjer vsi si nekako želijo, da definiramo s hitrostimi povprečnimi. In zdaj lahko rečem, da bo ta nekje, ko bomo naredili teh 50 km, da bo to povprečenje okoli 27 na uro, ne, se pravi s pancami, s klancem vmes. Zdaj mislim, da na specialki se je treba poravnam tistih 30 na uro že pelati, ker če ne res, zato se pa reče dirkalno kolo, no, da se res peleš vsaj poravnam. Tista nekje srednja skupina, ki jo smatramo kot eno tako klasično rundo, kjer grejo ljudje malo v svoje limite, ampak še vedno se nisi na koncu čisto mrtev. Predvidevamo, da to nekje okoli 30 na uro povprečje na koncu in pa pol ta hitra skupina, kjer smo pa rekli, da bo od samega štarta šla res hiter, razen na teh predelih, kjer so kritični zaradi prometa. Te znajo pa dosega tudi 34 pa plus potem, ne, povprečje. Tako da vabljeni ste vsi, da pridete. To tudi mogoče počasnejšo ali pa tudi srednjo skupino, da pridete ženske, punce, mamice, vse dekleta, ker bomo res štartali nekje zmerno, ampak se pravim, smo na specialkah, smo na dirkalnih kolesih in vseeno je treba mečkan, da imamo neko hitrost, ampak ja, kjer bojo pa kakšni hupsrčki, vzpončki in to bomo se pa počakali, šli počas, tako da vsi skupaj vedno pridemo kle na koncu. Štarta se kle na Zihrlovi, pa se gre Sostro, Pance, Šmarje Sap, oziroma Grosuplje, Šmarje Sap, kaj je to, Škofljica, do Iga, Matena. Pa potem kle po Ižanki nazaj. Tako da načeloma čez mesta se ne gonkaj preveč, pol, kar se tiče, ja, pa vse ostalo, pa na vrh Pance počakamo. S tem, da letos bo ta razlika, da se na vrhu Panc ne bo čakali celotne runde, ampak bomo se čakali samo skupine. Tudi tako nekako sva računala z Mercedom, da bi štartala ta najpočasnejša skupina, se pravi 5 minut pred 5, to se pravi tudi v sezoni, in ta srednja skupina 5 minut po 5 in ta najhitrejša 15 minut čez 5. Tako smo nekako preračunali, da na koncu se potem tukaj spet nekako vsi približno skupaj dobimo, ne? Ker zdaj prva skupina zna biti to res v uri pa pol že okoli,
počasnejša 2 uri in se nama zdi, da je to glih tisto, da smo potem usikli na koncu skupaj. In na vrhu Pance bojo samo skupine čakale, ne pa celotno rundo, ker je tudi ta spust pol, da se tam 30-40 kolesarjev dol spusti kar navarano. Meni mogoče niti ne toliko navaren, ampak že za promet je tu za promet smo res, ratali to je 2 km, sem jaz gledala, to dolga kolona dol pride, ne, tako da res, Mislim, da se za dol še ni tak problem, ker smo še hitrejši avto, ampak pol, da se pa tam do Grusupla pa je tam tisto cep, ki pride ne iz police. Ja, bomo, tako da je varno, pa še vsem, da vsak lahko uživa, ker bi radi, da ta runda traja, ne pa da se enkrat prehiter zaključi zaradi brezveznih stvari. Evo, do konca marca lahko še vsi uporabite kodo Let's Ride, mislim, ali je Let's Ride 10, probite eno drugo, zdaj se ne spomnim točen, pa na rundi bomo vsem damam mi podarili en bidon, tako da vse, ko te prišle, dobite gratis bidon, evo, če ne zaradi drugega se že za to splača prijeti. Tako da to je to, ker zdaj mislim, da je še neki teh spomladansko-jesenskega tekstila, sploh za ženske je še na zalogi. Tako da če kjera hoče začeti voziti, je to. Pridete pa sem, imamo malo bolj čuden urnik, kakor ostale trgovine, ki so odprte cele dneve. Tako da če hočete, da je zihar nekdo kle, lahko en dan prej sam pokličete oziroma nam pišete na WhatsApp, Instagram, koliko imamo teh kanalov, pa bomo tukaj, pa lahko v miru pač sprobate, pa dobite še kakšen nasvet. Tako da... Se splača prideti pogledati, ker je res tako malo nekaj posebenega. Mislim, nekaj tazga mislim, sploh v Sloveniji ni, tako da si lahko prijete res tukaj pogledati, ker je res lušten, tako domače, imeli boste feeling, da ste doma v dnevni sobi ali pa ranžeto doma in da vam on malo svetuje, pomaga in pa tele res prehodne oblačila so super zadeva, ker imate lahko kratke hlače, ki so termopodložene, potem razni dodatki od rokavčkov, nogavčkov, ki vam bojo zdaj malo prišli prav, pa se jih da pač zdaj v tem cajtu še mogoče malce než dobiti, tako da čim prej se zrihtite, ker se boste začeli voziti, pol rabite vsi že vso opremo in vam manjka. Kdaj si začela kratke hlače termo voziti? Ne vozim jih jaz toliko dolg časa, Mirsat jih je imel, v bistvu problem je bil pa v tem, ker ženskih modela kratkih hlač ni bilo. In vedno sem si to želela, imeti termo, kratke hlače, ženske in so fenomenalne, to je najboljša stvar, ki jo lahko imaš. Ker to si daš zdajle lahko že gor, tiste nogavčke postaviš, prideš tamle, se voziš po obali, prije kar enkrat 20 stopinj, ob enih popoldne sonce po svetu, nogavčke slečeš dol in si v kratkih hlačah in meni je to najboljša stvar. Nekaj res tako noro, da... Pa pri ženskah nam se mi zdi to še bolj, ker mene ful me je motala, ne, ker mi je kle pihal okoli vsega, tako da mi paše, če je toplo, a ne, tako da meni so res ful dobre. Slišali smo, da si prodala grupo in zdaj greš na ribiško opremo, pa je, da bo še neki okvir barvala. To so pa še vse malo skrivnosti. Boš kaj povedala? Ne. Ne, pridejo na rundo pogledati, kakšen bo moj nov kolo. Bo že do runde, bo že zrihtan? Ja. To bo zdaj 14 dni, bum bam. Aha. Dobro si ti to z Goldijem zmenila. Ja, nekaj kako je rekla, Goldi, akcijo rabim. Preko, kakšna akcija? Taka, akcijo. Nujno, vse je nujno, sploh ni tukaj debate in Goldi je vzel zavihor rokave in In mislim, da bo... Kdaj ga bo nesla? Hmal. Zdaj nečemo, če povedati. Zdaj sam še tale vikend grem v Pulo, pa sem pa malo na uni moji karieri železni vozila. 14 dni bomo pa videli. Dobar, ko mi čakam to čudeso na cesti. Ja. Nekaj se mi sanja, kakšne bojo barve, ampak bomo videli. Povej, a imamo mi da še kaj? Čakaj, da vidim, jaz sem si klele nekaj napisala, da vidim, če še kaj tacga zapovedati. V bistvu to, da bomo imeli tudi velo izlete ob sobotah. Okay. Tako da tudi takrat tam že lahko greš, če se šupaš, da je 100 km z nami pelat. Zdaj sem malo za 30-40. Velo runda je dolga 50 km. Velo runda je 50 km, pa dosti relativno položna. V sobotah pa naredimo 100 km plus.
Pa se pa spet kaj malo zberemo, malo poklepetamo, malo se pozabavamo. Pa navad so še dirke, zdaj s pomladanskem cajtu, pa se še nekaj pogleda. Je to, ja, no, to je tudi dirke gledamo pri nas, ja, tako da vse dirke gledamo. No. Ja, tako da to sem v bistvu tisto, kar sem še hotela povedati. Ja. To je bilo to. To je to. Ok, nič, ki ste gledali, hvala vam, če rabite kakšen nasvet, se oglasite, če hočete narediti dober generalen servis, imate v Velobaru Mersada, ko bi rekel doktorsko pregleda kolo. Tako da to je to, uživite, ne pozabite na kodo Let's Ride 10, bo v opisu dol, bo pa, mislim, da je na vsazga samo, da jo lahko uporabim samo enkrat. Tako da, to je to. Ja, se splača, ker je že ful vse znižal. Ja, pa že vse itak jesensko-spomladanski tekstil, saj ta od Asosa, ki ga še imamo, je že vse orang znižen, tako da so samo še te velikosti, ki so na spletu na zalogo, ne bo se dodatnih naročal. Tako da, ja, pa še poleten tekstil, ima se vse znižen. Tako da... Poglejte hlače poletne. Ja, hvala, ki ste gledali, uživite, pa se vidimo, če ne prej na Velo Rundi 3. aprila. 2. 3. aprila. Mislim, da je 3. No. Sreda, skratka, prva sreda v aprilu. Tako. To je to. Čau, gozba. Pa.